Ok, nadaljujemo z sejo. Prva točka 10, izvolitev kandidata za člana državnega sveta. Gospod Jurgec, izvolite. Hvala za besedo. Komisija je preštela glasovnice. Glasovalo je 19 svetnikov, od tega je bilo oddani 19 glasovnic, neveljavna ni bila nobena. Prvi kandidat za lektorja, gospod Klajnšek Rok, je dobil 18, Kobale Aleš je dobil 11, gospod Jože Merkuš 13, gospod Soršak Marko 15. Pa zdaj smo za kandidata. Torej, kandidat. 8 je dobil. To je zdaj tu, kandidat. Pri kandidatu je glasovalo 19 svetnikov. Od tega je bilo oddani 19 glasovnic, ena je bila neveljavna, tako da je bilo veljavni 18 glasovnic. In glasovalo je za gospoda kandidata Draga Žura 18 svetnikov. Hvala, gospod Jurgec. Zdaj glede gradivo je bilo Pri točki 10 je gradivo bilo predlagano, bi verjetno prvo mogel dati besedo poročevalcu, podpredsedniku komisije, da še obrazloži podajanje predloga. Izvolite, gospod Haložan. Lep pozdrav vsem skupaj. Komisija KVIAS je obravnavala predlog kandidata za člana državnega sveta in predlaga gospoda Žura Draga. Hvala. Za lektorje? Zdaj ne, točka 10 še kasneje bo elektori pri točki 11. Predlagam sledeč sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica je izvolil kot kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije Žura Draga Žuro. Če sem prav sklanil. Kdo je za ta sklep? To je ugotovitveni sklep isto, samo tudi ko se konstituira občinski svet, sam sebe potrdi, tako da verjetno je tu analogija, rajše potrdimo, da ne bo napake. Gospod Jurgec, za ali kaj glasujete pri točki 10? Za. Ok, hvala lepa. Pol 19 za. Točka 11, izvolitev predstavnikov elektorjev občine Hoče - Slivnica v volilno telo za volitve člana državnega sveta. Predlog obrazloži podpredsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, gospod Marjan Haložan, izvolite. Predlaganih kandidatov za elektorje je bilo 7. Kaj še po imenu povem, ne? Klajnšek Rok, Kobal Aleš, Merkuš Jožef, Soršak Marko. Predlagamo občinskemu svetu za Zdaj v sami tabeli pa se vidijo tudi predlagateljev kandidatov. Prosim predsednika volilne komisije, da poda rezultate za elektorje. Izvolite, gospod Jurgec. Glasovalo je 19 svetnikov, ki so tudi obenem bili prisotni na glasovanju.
Neveljavne glasovnice ni bilo, oddanih je bilo 19 glasovnic. Glasove so dobili kandidat gospod Klajnšek Rok 8, Kobale Aleš 11, gospod Jože Merkoš 13, gospod Marko Soršak 15. Hvala. To je ugotovitev komisije, verjetno, da z največ glasov so Kobal Aleš, Jožef Merkoš in torej sam Marko Soršak. Predlagam sledeč ugotovitveni sklep. Občinski svet občine Hoče - Slivnica je za elektorjev volilno telo za volitve članov državnega sveta izvolil Kobal Aleša, Merkuš Jožefa in Soršak Marka. Kdo je za ta sklep? Naj to potrdim z dvigom roke. Za, je kdo proti? Nihče. Smo pri točki 12, pobude in vprašanja. Tukaj bi kot prvo gospod Hvauc predstavil pobudo podjetja Nigrad. V ponedeljek je prišlo do ideje, zato nismo niti umeščali na ta občinski svet, ampak v grobem gre za zadevo podjetje Nigrad, bolj konkretno bolj gospod Hvauc razložil, ni javno podjetje ali podjetje v 100% javni lasti, Mestna občina Maribor in podjetje Nigrad, mislim, da sta odkupovala te deleže, da bi postalo javno podjetje. Zdaj po mojem mnenju je zdaj podjetje hibrid, torej ni javno, zasebno tudi ne, zato je v slabšem položaju, tako napram občinam, mogoče tudi na trgu. Zdaj, če Nigrad sam kupuje, oziroma Mestna občina Maribor preostali delež, mislim, da postanejo lastnik v takem deležu, da morajo oddati prevzemno ponudbo vsem ostalim, kar pa ni v interesu, mislim, da podjetja Nigrad, tako da gospod Hvauc še vi bolj podrobno razložite. Zdaj v sami točki pa bomo uvrstili na naslednji občinski svet, prav pa je, da se danes kot pobuda razmišljanje, pa lahko v prihodnosti občinski svet o tem lažje odloča. Ja, gospod župan, hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Župan je že nekaj uvodnih besed povedal, jaz bi mogoče na kratko predstavil, kakšno je trenutno stanje, kar se tiče lastniške strukture Nigrada. Največji lastnik je Mestna občina Maribor, ima skoraj 57%, potem drugi največji lastnik ali pa delničar, no, da sem bolj natančen, je slaba banka DUTB z 24,9%, tretja Energetika Maribor, ki je posredno v lasti, 100% lasti Mestne občine Maribor z 7,41%, in naslednji delničar je pa že kar naša občina, ki ima 3,33 oziroma 34% delnic. Potem so še pa nekatere druge manjše občine, Rače, Framoruše, Selnica, Lovrenc, Pesnica, Kungota, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Lenart, Duplek in Miklavž na Dravskem polju. Zdaj, kot je že župan povedal, je problem Nigrada v tem, da po zakonu o javno-zasebnem partnerstvu ne more biti javno podjetje, ker zakon določa, da tudi če bi imeli samo eno privatno delnico, potem tega statusa ne moremo dobiti. Mi imamo pa v našem portfelju oziroma v naših delnicah enega čisto privatnega delničarja, to je Komunala Slovenske Gorice, in zato smo formalno gledano v postopkih pridobivanja posla obravnavani kot čisto navadna gospodarska družba ali pa čisto privatno podjetje. Se pravi, da moramo v vsakem primeru iti skozi postopke javnega naročanja, kar pa prinaša obilo težav najprej podjetju Nigrad, posredno pa tudi občinam, ki iščejo izvajalce. To pomeni, da morajo biti striktno speljani vsi postopki javnega naročanja, vključno z
z možno revizijo in podobno, ne, kar v praksi pripelje do tega, da se postopki pogosto podaljšajo ali pa se celo nekateri roki lahko zamudijo. Zdaj, mi kot podjetje smo seveda zainteresirani, da bi postali javno podjetje, ne, da bi naš status bil čist, da ne bi bili nek hibrid, kot je župan povedal. In po drugi strani bi to, seveda nam bi to pomenilo olajšanje poslovanja, po drugi strani pa bi tudi občine, ki so naše delničarke in za katere izvajamo storitve razne, bi tudi v bistvu lažje sodelovalo z nami. No, kot že rečeno, v bistvu je največji problem so delnice te komunalne Slovenske Gorice. Župan je tudi že povedal, da če bi mestna občina pa posredno tudi energetika, je treba jo pač šteti v isti paket. Če bi se oni odločili za nakup teh delnic, potem bi imeli težave z prevzemom in dejansko bi lahko ali pa morali celo izriniti ostale delničarje. Mislim pa, da občinam, kot je, ne vem, Hoče, Slivnica ali pa še katerim manjšim občinam, pa ni v interesu, da nimajo nobene delnice podjetja, ki ima recimo tako kot tu v Hočah, ne vem, koncesijo ali pa izvaja tudi še nekatere druge storitve. Zato se je pač oblikoval en predlog, da bi katera izmed teh manjših, da rečem, občin odkupila teh 0,29 odstotka delnic od komunalne Slovenske Gorice. Zdaj, jaz nimam mandata, da bi govoril o vrednosti tega paketa, o tem se bo verjetno potencialni kupec moral dogovoriti z prodajalcem. Jaz lahko samo povem, da gre za 1312 delnic in da je zadnja uradna znana knjigovodska vrednost delnice 24,5 približno evrov, kar bi pa, če bi upoštevali to knjigovodsko vrednost za cel paket, zneslo nekaj čez 30.000 evrov. Ampak moram pa povedati tudi to, da po naših informacijah bi ta prodajalec, bil pripravljen ta paket delnic prodati tudi za bistveno nižjo ceno. Zdaj, naše prepričanje je, da je trenutek ugoden, ker je zaradi nekoliko slabšega lanskega poslovnega izida knjigovodska vrednost v tem trenutku nekoliko nižja. In tudi dejstvo to, da ta prodajalec ne bo vztrajal na neki izhodiščni ceni, ampak bo verjetno ponudil tudi neko bolj ugodno ceno. Zdaj, ugodno, kaj je to ugodno, se pravim, to ni naša stvar, da ocenjujemo, to se bi potencialno, če se boste odločili, da bi lahko bili kupec teh delnic, se boste pač sami morali opredeliti. Je pa dejstvo, da Nigrad kot podjetje, ki izvaja različne komunalne storitve, vsekakor ima neko perspektivo. Ne gre za to, da bi se bilo za bat, da bi bila to slaba naložba za vas. Poudarjam, da ima podjetje Nigrad sklenjenih več koncesijskih pogodb, to pomeni, da je eno redkih podjetij v Mariboru, ki ima za 10 ali pa celo še več let naprej zagotovljen posel, ki je dokaj siguren, ker so pač naročniki občine. Poleg tega pa, kot sem že omenil v uvodu, mi že tako in tako poslovno sodelujemo kot koncesionar za odvajanje čiščenja odpadne vode v naši občini, pa tudi za druge storitve, ki jih po naročilu ali pa kako drugače tudi upravljamo. Tako da bi jaz apeliral na vas, da o tej možnosti razmislite.
Bi pa mogoče dal tudi tu en predlog, še dodaten predlog za razmislek. Zdaj manjši delničarji ali pa manjše občine, ki so delničarji Nigrada, nimajo nobenega predstavnika v nadzornem svetu. Mogoče bi tudi preko tega nakupa postala pač aktualna možnost, priložnost, da ali naša občina ali pa seveda po dogovoru z ostalimi tudi kateri drug dobi predstavnika v nadzornem svetu in seveda potem tudi bolj podroben dostop do pregleda poslovanja in tudi vpliva na določene poslovne odločitve. Toliko mogoče kratko, če pa kako vprašanje, pa še na razpolago. Ja, hvala za predstavitev. Mogoče glede same okvirne cene potem po seji, ker seja se snema, pa dokler ne bo neke uradne ponudbe svetnikom po končani seji, nekakšen okvirni predlog, ki je bil podan. Razložil moje mnenje tudi glede na to, da imamo koncesijo, da smo solastnik, da se o tem razmisli, no. Pa vem, da ne bo nekdo rekel, da mora danes odločati, ko se me lahko pokliče ali pa me pošle mail ali pa kaj, če kdo ni za to, drugače bo občinska uprava verjetno pripravila predlog, pa bomo potem v novembru o tem glasovali. Zdaj pa mislim, če še je kako vprašanje glede na to, da imamo tu predstavnika, lahko vprašamo, v nasprotnem primeru se pošle vprašanje gospe Metki Oberlajt, pa bo posredovala direktorju oziroma gospodu Hvavcu, da pripravi ta odgovor. Hvala, gospod Hvavc. Pobude, vprašanja. Gospod Vrhovšek, izvolite. Še enkrat hvala za besedo. Imam eno vprašanje, pa še mogoče pobudo. Vkoliko se peljemo iz smeri Pohorja proti Hočam, se postavlja nova označba table Spodnje Hoče. Mislim, da je ta tabla postavljena nekje na meji, ampak se pojavi en prometni problem. Če se mi pripeljemo iz Sane po stari cesti gor in zavijamo levo v Hoče, nam ta tabla ne vidimo in ne vemo, z kako hitrostjo se tu lahko peljemo. Kajti cesta dovoljuje tam dol, vemo po zakonu 70 ali pa 90 km. Tako da predlagam, da se na spodnji strani križišča postavi tabla 50, da bojo vsi vozniki vedeli, kajti tam je mogoče malo zavajajoče. Hvala. Hvala. Bo gospod Rafold podal odgovor, po moje pa glede na to, da je začetek kraja, pa če ni konec, velja dokler ni, ampak gospod Rafold bo verjetno boljše podal odgovor. Hvala. Zdaj mislim, da ste vprašali za tablo, če se pripeljamo čez polje dol ob novi mešani poti, za začetek naselja Spodnje Hoče. Tam stoji tabla, ki omejuje hitrost na 50 km/h. Ja. Ampak tisti, ko pride iz Sane gor, pa zavije levo, table ne vidi. On je pa že prej prišel v naselje Spodnje Hoče, če je prišel iz Pivole, tabla Spodnje Hoče, tam pri Posiga baru, tako da tu v Spodnje Hoče pridete skozi tablo, ne pridete brez, da ne bi šli brez kakve tablete za naselje. Na vsakem križišču ni, da je nadaljevanje naselja samo, ko se končajo označeno, ne? Teda vsi, bom rekel, dostopi v našo občino so označeni z temi tablami krajevnimi, ki pač omejujejo hitrost na 50 km/h. Bomo pa pogledali, če bi karkoli bila kakva pomanjkljivost ali pa nejasnost, pa če se je potrebno odpraviti, bo tudi zadeva odpravljena, če gre za občinske ceste, vkolikor pa gre za državne ceste, bomo pa tudi upravljavcu predlagali ureditev tega, ne. Ampak če se po stari cesti gor pripeljete, ste že v Spodnjih Hočah in velja omejitev 50 km/h. Ko priješ z Pohorskega dvora, tudi ne veš, da bi si prišel v Hoče. Ok, bomo še preverili pobude, vprašanja. Gospod Mihalič, izvolite. Ja, pozdravljeni. Mene zanima predvsem, ali vam je morda kaj znano, da mora Magnina lakirnica v Gradcu do določenega datuma prenehati z delovanjem, ker prekomerno onesnažuje okolje in ogroža prebivalce Gradca.
Naslednja zadeva glede tistih, ki so šli tako, oziroma ste šli takrat v Ljubljano. Kako to, da niste šli teh nekaj ljudi leta 2006 v Ljubljano, ko je šlo za logistični center vpit za božjo voljo, gre vendar za delovna mesta, ko je šlo za mnogo manjše ogrožanje občanov in onesnaženje narave. Takrat namreč niste naredili nič, nekateri ste celo zavirali projekt, kjer bi lahko prav tako dobilo delo okrog 4000 ljudi. Hvala. Hvala. Glede tega, da bi se zapirala Magna v Gradcu, prvič slišim, bomo pa preverili. Te pa ne bomo preverili. Gospod Ornik, izvolite. Hvala za besedo. V Hotinje vasi me je krajan opozoril, da na igrišču ta zaščitna ograja stebri, ko imajo pač zaščitno mrežo montirano, so majave. In bi prosil pač, da se nekdo to pogleda, pa potem tudi ukrepa. To je ena zadeva. Druga pa opozarjam že na to luč v Hodorniški ulici, mislim ulici Milke Vovk, in upam, da bomo za novo leto, da bo zasvetla. Hvala lepa. Hvala. Še? Gospod Obreht. Ja, hvala za besedo. Jaz sem tisto, kar sem prej gospoda Žnidarja vprašal, v bistvu nisem dobil čisto natančnega odgovora, ampak dajem pač pobudo, da se ta stvar okrog čistilne naprave in tiste kolesarske poti pač čim prej reši, zato da bo znosno za sprehajanje. Druga stvar pa je, da sem zadnjič spraševal, kako je z načrti za osnovno šolo Franca Lešnika Vuka Slivnica. Moram reči, da je prav, da tudi povem, da je v petek ob 9. ogled in že idejna skica, tako da hvala za uslišanje. Hvala. Zdaj glede črpališča ponovil, zdaj v prejšnjem, mislim, da v prejšnjem rebalansu smo imeli tudi povišanih teh sredstev, razpis je končan, nekaj čez 300 000 je vrednost, dobilo je podjetje, že še skrivnost ni, ne? Mata tim in mislim, da zdaj tečejo priprave, da že bil sestanek uvedba v delo. V naslednjem tednu je uvedba v delo, tako da se začne. Res pa je, da smrdi, sploh pa poleti. Tako da, mogoče sreča, da ni bila tako hitro ta pot končana, ker bi še bolj smrdela. Še kakšna, gospod Klajnšek, izvolite. Hvala za besedo. Jaz bom samo izkoristil to točko, da se zahvalim svetnicam in svetnikom, ki so glasovali danes za mene. Čestitam potrjenim elektorjem, vsem trem in seveda gospodu Dragu Žuri za potrditev za državni svet. Hvala. Še kakšna pobuda, vprašanje? Ugotavljam, da ne. S tem zaključujem današnjo sejo in čestitam svetniku Bojanu Mlaju za rojstni dan. Je na današnji dan, ne? In to 40.